Dobrodošli v deželi pridnih. Lepo od vas, da ste prišli zdaj, odkar imamo te korona čase in se vsi, ki se ukvarjamo z javnim nastopanjem, predvsem borimo za publiko, se čutim vedno znova dolžnega, da izrazim zahvalo vsem vam, ki ste nekako pripravljeni se premakniti iz varnega zavetja domov in priti na javni dogodek, ker je to, se mi zdi, nekaj, kar navdaja z upanjem, oziroma ne se mi zdi, ampak definitivno vsaj mene navdaja z upanjem. Nocojšnja dežela pridnih je malce drugačna, ker je tudi mesec, ki ga trenutno štejemo, malce drugačen, tisti 10. po imenu in 12. po vrsti, tisti, ki zaključuje leto in neke vrste zaključku leta oziroma poskusu refleksije tega čudnega leta 2021 se bomo posvetili nocoj in to skupaj z odličnima gostoma, Boštjanom Gorencem Pižamo in Matjažem Ličerjem. Dober večer obema. Dober večer. Dober večer. Jaz imam cel kup listov, precej več kot običajno, ampak zakaj jih imam toliko, mogoče malce kasneje. Začel bi s klicem, namreč ko sem Matjaža klical in ga povabil na ta dogodek in mu nekako opisal takrat še precej zamegljeno, kako si ga predstavljam, je dal eno zelo zanimivo opazko. Namreč rekel si, da te je to leto, da si imel ves čas občutek, da te to leto oziroma okoliščine, v katerih živiš, silijo v neko nekonsistentnost. Se pravi, če načeloma veš zase, kako razmišljaš, kaj razmišljaš, kako deluješ, kakšne so tvoja stališča glede tega, onega, drugega, tretjega, da se ti je pa tukaj ves čas dogajalo to, da so te dogodki metali iz ravnotežja. In ja, kaj je zdaj to s tem nekonsistentnim letom oziroma kaj je z nami, da smo bili tako nekonsistentni v odnosu do tega, kar se nam je dogajalo? Ja, rad bi rekel odlična iztočnica, to bi bilo res patetično. Zdaj, mislim, ta nekonsistentnost se mi zdi, da se jo da nekako osvetliti na več načinov. Zdi se mi, da mogoče nekako na nek najbolj luciden način je to recimo v besedu Aristotel, ko je rekel, da je dober človek lahko dober državljan samo v dobri državi. In zdaj, seveda, države je več vrst, ne, in tudi zakoni, po katerih te države funkcionirajo, so zelo različni, ne. In zdi se mi, da ta skratka nekonsistenca, ki sem jo jaz občutil, ne, pa nočem, da se zdaj to sliši zelo narcisistično, skratka probajte to brati nekako zelo široko, ne, ampak nekonsistenca, ki sem jo jaz občutil, je bila na nek način neka napetost med biti dober državljan pa med biti dober človek, ne. Zaradi tega, ker enostavno je bilo ogromno nekih primerov, kjer če si bil dober državljan, a ne, se pravi, če si nekako probal slediti odlokom, a ne, si seveda imel občutek, da ravnaš popolnoma nesmiselno, a ne, zato ker če so pač odloki nesmiselni in kot poslušen dober državljan jim slediš, pač delaš nekaj nesmiselnega, ne. In velikokrat je bilo to recimo v neposrednem konfliktu s tem, kaj pomeni, kaj sem si jaz recimo mogoče predstavljal, kaj pomeni biti dober človek. Recimo tak tipičen primer, ki ga verjetno vsi poznamo, ne, je to, da je nekdo, ki ima recimo družinskega člana, nekdo, ki je cepljen, pa ima družinskega člana, ki je pozitiven na covid, ki ima simptome, ki ima vročino, ki kašlja, ne, pa nima formalnega mehanizma, recimo, da bi delal od doma, recimo, ne. In pol moraš pač enostavno tehtati te dve plati, ne. Zdaj, skratka, to je ta nekonsistenca, ki sem jo jaz na nek način skozi zelo velikokrat občutil, no. S tem, da bom tle še povedal, da večinoma sem bil zelo poslušen državljan. Ja, ampak definitivno so težki časi tudi za legaliste, čeprav načeloma je biti legalist zelo preprosto, ampak ja, se strinjam, da tokrat je tudi to postalo precej bolj zahtevno. Točno, ja, ne, se v bistvu, ja,
tako kot je Kant v spisu o razsvetljenstvu pač rekel, ja, pač treba je poslušati zakone, ne, ampak lahko jih pa javno problematiziraš. Na tej ravni nekje sem bil jaz. Ja, naporno početje in predvsem bolj naporno, vsaj zame se je izkazalo tudi pripraviti se na ta pogovor, povsem nasprotju s tem, kar sem pričakoval. Jaz sem nekako živel v iluziji, da se bom preprosto usedel par dni prej za računalnik, malo pokopal po spominih, malo pokopal po internetu in žbam sestavil pač cel niz in vprašanj in tem in dogodkov. Potem pa, ko sem se tega lotil, sem se ves čas soočil z nekimi zastranitvami, z nekimi odvodi, ves čas me je nekam odnašal, predvsem pa se mi je zdelo, da se je zgodilo bore malo smešnega in potem je, hvala Bogu, vskočil Boštjan in mi pač dobesedno iz rokava stresel po mesecih pregled leta 2021 in jaz sem rekel samo hvala, evo, naredil si moj job v resnici in dejansko marsikaj iz tega, kar si poslal, bi tudi danes tukaj načel, ampak vendarle začel bi pa še, ne bom rekel kakšen dan prej, ampak prav dobesedno, skoraj dobesedno na začetku leta, od katerega smo že itak pričakovali, da bo čudno, ne? Ampak mislim pa, da pa kljub vsemu nihče ni pričakoval, da bo že na Svete tri kralje, torej 6. januarja, v ameriški kongres vkorakal nekdo, ki je videti kot mešanica med Chewbacco in Jamiroquajem, ne? Ampak točno to se je zgodilo. To je tisto, ne, pač Američani rečejo, mi bi radi imeli Let 3, vama reče, mi imamo Let 3 doma, ne, in pol pokažejo tega Kionon šamana. Ja. To je, začetek je bil, dejansko je celo leto bilo tako, da pač zadnji 2 leti pravzaprav, da jaz če gledam z nekega stališča enega zelo gorečega odjemalca določenih popkulturnih vsebin, dejansko stvari so imele manj interne logike, pa manj nekih verjetnih povodov in pol posledic, kakor 8. sezona Igre prestolov. Dejansko je tole 2021 bilo narejeno tako, kot ga Benioff pa Weiss pisala, takrat, ko se je že mudil, ko sta hotela Star Wars delati, pa sta rekla nekaj skup mečemo, verjetno je, če bi pogledali, ne, zdaj prelet celega leta, bi kaj najdel kakšne skodelice od Starbucksa, anahronistično postavljene tudi tle. Ampak se zdi, da mogoče preden gremo na to, samo na to spominjanje leta, ne, te zmeri je, tudi jaz, ko sem kdaj delal kakšne te preglede za nazaj, se zelo težko spomniti, rečeš, vse je bilo nekaj stvari, ampak tudi to, kar sem ti poslal, sem šel tako gledati, da sem šel na Twitter in sem za vsak mesec posebej pogledal, kjeri so oni najbolj lajkani tviti moji bili, pa sem pogledal, če kaj uporabnega iz unga, ker se zdi, da to leto na nas vpliva tako nekako k, ne vem, pehar suhih hrušk, ja, veš, pač, se prebereš, ampak te direkt podzavez začne tlačati vase vsebino, da ne bi imel dodatnih posledic, še duševnih. Apropo duševnih posledic, tale dotični, prej omenjeni nesojeni kongresnik, jaz sem pozabil njegovo ime, čeprav je potem prišlo v javnost, skupaj z njim pa so prišla v javnost tudi njegova stališča oziroma to, v kaj ta osebek verjame. In med drugim seveda verjame tudi jasno v svetovno teorijo zarote in v vladarje sveta, ki iz ozadja vlečejo niti, pri čemer so ti zarotniki in vladari vsi po spisku pedofili in nekrofagi. Se pravi, ljubijo se z otroki na napačen način in jejo trupla. In tukaj sem se spomnil na, mislim, da sem ravno pri tebi to zasledil že pred leti, je pa to vprašanje za oba seveda, kako sploh se iti komedijo, predvsem pa kako se iti satiro v svetu, ki producira take čudaškosti, oziroma kako si izmisliti kaj bolj norega od tega, kar v resnici že obstaja. Zelo težko, ne, tukaj je bil že, mislim, da ves čas pa smo začeli že tam kakšnih 2 leta, 12-13, začeli malo tarnati, pa ne vem, je to tako kot vsaka generacija, ne, ki pravi, mladina, ne, se je skvarila, ali tudi satiriki skozi že, ne vem, od začetka časov, ne, pravijo tam od kakšnih teh starogrških komedij pa fars.
razlagajo, joj, ne, pač te delajo take bedarije, se ne moramo več norce iz njih delati. Ne. Ampak zadnje čase je res postalo zelo bizarno, glih to, kar te preseneča, obenem je pa predvsem, se mi zdi, način delovanja politikov, ljudi na pozicijah moči, nekako uničil glaven point satire. Satira je namenjena temu, da smeši, da špika. Satira naj bi, poleg tega, da pač sklati nekoga svoje pozicije, ne, ko se nekomu smejimo, direkt izgubi določeno količino moči, ki jo ima nad nami, ampak je obenem bila tudi kot neko ogledalo, pač lej, jaz se zdaj tukaj, ne, naredil sem nekaj šalo, 2, 3 na stvari, ki si jih ti kot politik naredil, zdaj poglej zdaj v to ogledalo in se malo zamislil. Ne. Ampak pač politični sloji zadnje leta nimajo več pač ne odgovornosti, ne sramu, ne ničesar. Se pravi, tukaj je, se mi zdi, vsa satira, ki jo delamo, je samo en blažev žegan za nas same, da se mi majhen bolj počutimo, da si rečemo, pač ok, nismo še znoreli, zdi se nam, da to, kar oni delajo, da je res nezaslišano, zdi se nam, da bi morali drugače delati, ampak do njih pa ne pride. Ne? Do njih je pa pač, mi imamo oni 2 sveči, pa se takole malo drgnemo povratno in to je to. Jaz je en tak tipičen primer, evo, zdaj sem lahko že kronološki, se je začel februarja. Ne? Kaj se je zgodilo februarja, pa zdaj se premikamo v naše loge. Februarja je usklila kopriva, tako rečem. Se pravi, že prej smo vedeli, ne, to ni bila samo javna tajna, to je bilo pač javno znano, da obstajajo ta bitja, ki se jim reče troli, da bivajo v neki kleti, ni nujno, da na Trstenjakovi se vseeno kje, ampak skratka, da pridno rudarijo po internetu in da imajo zelo jasne misije, kaj in kako je treba početi, skratka množica fake accountov na družbenih omrežjih, ki jih je tudi letos potem zelo sistematično razkril inštitut Danes je navdan in pa portal Pod črto, ko so imeli pač dolgo raziskavo o astroturfingu, tako imenovanem pri nas, ampak že pred tem se je zgodila kopriva. In kaj je bilo bolj bizarno? To, da je, ker seveda vemo, kopriva ni anonimno bitje, ki rovari po internetu, ampak izkazalo se je, da je to poslanka Državnega zbora Alenka Jeraj. Kaj se vam je zdelo takrat bolj bizarno? A to, da poslanka Državnega zbora sploh ima fake profil, ali način, na katerega je potem Alenka Jeraj nekako opravičevala obstoj tega profila? Zdaj, prvo bom sam rekel nekaj v obrambo trolov. Meni se zdi pač grozno, kako so te troli, pač kako je to postalo trole, ker pač pred desetletjem so bili troli oni, ki so delali kakovostne vsebine, ker so šli, ki so se delali norca, ne vem, ljudje tipa Ken M, ne, če smo mogoče še ostajamo, ali pa tako pač, kjer si ti pač šel, si zanalaš malo podžigal, kar še stvari, ampak zelo redko z nekimi zlonamernimi seveda se je potem to razširilo, ta pojem in tukaj mi je vsakič se malce nostalgično spomnim teh stvari, tudi če ne drugega, ne vem. Jaz tudi priznam, se to sva polkrat povem, da sva z Perico Jarkovičem, sva v zlatih letih bloga, sva si ustvarila en račun 2 najstnic in sva probala v liku pisati in ker sva gledala odzive, ne, kako so ljudje se to žolčno odzivali, ne, na neke povsem nedolžne zapise in kako so se čutili poklicane, da tam razsvetljujejo druge in ne vem kaj. Ti se pa kaj kažeš, ampak obenem pač ni nekih škodljivih intenc zraven. Medtem, ko tukaj gre pa seveda čisto za promoviranje nekih določenih agent, za zasuvanje, ne, se zdaj mislim, da je prišlo pred kratkim ven, kako so pa z neko, kar so bili pol to potrjeni ali ne, te pač evo, zdaj tale teden imamo te pa te točke, ne, se tudi, kaj se dogajalo ta teden, vidimo, vsak kdorkoli je karkoli napisal, kar je bilo malo povezave s politiko, z neki v sozvočju z levo-sredinsko opcijo, s kulom pač zmeri se je najdel 10 ljudi, kaj pa diploma od Masleše? Lahko si rekel, ne vem, a ste videli, kakšen pulover je imel Luka Mesec zadnjič v svoji oddaji na TikToku? Pulover, smo videli, kaj pa od Masleše diploma, je kdo to videl? Ker ti zasujejo ves prostor z nekimi stvarmi, ki ti hočejo, ker pravzaprav nimaš niti energije, ne volje, da bi lahko
itak ne moreš z logiko, pa z nekimi argumenti, ker njim argumenti pač trolom niso važni. Njim gre samo za to, za stvoriti agendo in tisto njeno upravičilo, mislim, sorry, ja, kako je že rekla, da je, to je bilo še iz časov, ne vem od kdaj, pa da je pol, da itak, ja, se to ni ona, pa oni itak imajo cel ta politični prostor ima zelo zabavno to definicijo nekih javnih, zasebnih, tajnih, če se spomnimo Franca Kanglerja, pred kakšnim mesecem, ki je razlagal, ki je bilo to pač o teh internetu, ne, in o žalitvah v javnem prostoru, ker je razlagal, ne, sej Janša on to doma v svoji dnevni sobi piše tvite, tako da to ni javni prostor, on lahko napiše prostitutke, ker je to v zasebnem prostoru napisal, ne. Ne, a vem, za tazga človeka je daje lab modom predober. Veš kaj, se mi zdi pol, da evo, direktno vprašanje, ne. A se ti zdi, da je mislim, zdaj, vprašanje, kjer scenarij je hujši, a Franc Kangler to res verjame, ne? Ali da se pretvarja, tako, ne morem se zdaj čisto odločiti, ne. Ne ve, pač, ko je že, don't ascribe to malice what you can do to stupidity, ali kako je že, ne. Glas razume. Ja, jaz bi dodal to, da ta zmožnost satire v časih toliko infantilne politike, ne, to vse ni zdaj vzniknilo niti s Trumpom. Ne. Jaz se spomnim Johna Stewarta, da se je pritoževal za časa Bushove administracije, ne, ker pač Bush imel te famozno bizarna črkovanja besed, ne, ker so v bistvu za današnji standard še kar okej, ne. Ampak misunderestimating. Recimo, ne, pa is our children learning, ne. Ampak takrat je John Stewart se razjezil, ne, na njegovi oddaji, ne, rekel, hej, we are getting paid to do this, ne, we don't need your pity, ne, pač ne rabimo tega. Ne. Ja, najhuje je to, da je pozaj leta 2020 bil George Bush mlajši postal glas razuma. Ja. Ali je rekel, če ne bo delal, ja, on je zdaj ta prijazen striček, jaz večkrat rišem tukaj le, a ne, rečem Trump, kaj se greš, ne, kar pozabimo, kar malo pozabimo, kaj vse je zakuhal, ker se nam pač to grozno zdi, ali pač trenutno stanje, ali je pač zdaj, okay, zdaj nenavaren, zdaj ga lahko, ne vem. Kar se pozabe tiče, si omenil nekega bivšega mariborskega župana, ki je bil pred manj kot desetletjem odnešen iz mestne hiše, pa se je ja, veš, kako, kada se njene bale padaš, ne, se lahko vsijaš. Tako je. No, ampak ta glas razuma, ja, radi se sklicujemo nanj, radi nekako ga, seveda ga vemo, filozofija ga tudi dosti problematizira, ne, vse, kar, oziroma ga misli mogoče v nekih drugih kontekstih, ampak vendarle zdi se neko varno sidrišče, kateremu se lahko vedno znova zatečemo. Ampak kaj storiti v času, ko je glas razuma, ne, ali začne malo tult, kot si ti prej, ali pa preprosto samo spusti spodnjo čeljust in obnemi. Mislim, v kontekstu prav te tematike danes, ne, se pravi humor v teh časih, ne, se mi zdi, da tle nihče drug valjda kot Angleži, ne, imajo zelo primeren pregovor, ne, da humor je najvljudnejša oblika brez upa. In to je nekako, v tem smislu mislim, da se da tolmačiti pač. Danes je humor uporaben tudi definitivno v tem registru brez upa, ne. Kar je meni zanimivo pri teh trolih je, da seveda mi smo, verjetno seveda so vedno bili, ne, ampak to so bili neki anonimusi v nekih lokalnih okoljih, ki v resnici ni imeli nobene konsekvence to, kaj so rekli. Ne glede na to, kje so to rekli. Ne. V javnem ali zasebnem prostoru. Ja, seveda je bilo vse, gostilni, mislim pač irelevantno. Ne. Tako da danes pa očitno se iz tega črpa neka Libija, ne, zato da lahko pač rečeš, kar hočeš. Kar je pa ful zanimivo je pa, da je recimo ta hip na ZRC SAZU poteka predstavitev knjige od Angele Nagel, Kill All Normies, oziroma slovenski prevod, ubite vse normalneže. In ona zelo lepo analizirala, kako je včasih recimo ta neprivilegiran del družbe ful uspešno nagovarjala levica, ne, da s pojavom družabnih medijev, ne, je pa v bistvu desnica ratala nekako bolj transgresivna v to svojo smer. Ne. Se pravi, transgresivnost je včasih bila na levi strani, ne, danes je pa transgresivnost na 4chanu, pa na Twitterju, pa tako, in to je ful boljš instrumentalizirala desnica. Ne. In to globalno, ne samo pri nas, oziroma že davno. Mislim, ona analizira Ameriko. Seveda, ja.
Če Ja, smo, ja, seveda, mogoče, če prosti. smemo samo ostati pri teh izgovorih, ne, da je bil februar dejansko mesec izgovorov, ne, da bi ga lahko iz meseca kulturnega praznika preimenovali v mesec izgovorov, ker konec koncev takrat sta se zgodili še dve stvari, ki sta obe, ne, prva je ne minister, ne, to je ta Schrödingerjev minister, itak, ne, Hojska, ne vemo, v kakšnem stanju je, gre z mamo na Hrvaško, imajo preverjati delo policistov, ne, pa seveda Počivalšek in prleški sendviči ter voda, ne, se pravi, tukaj smo imeli cel mesec, smo lahko samo poslušali, ne, in se čudili, kakšne izgovore bojo iz svojih pet ven potegnili. In jaz mislim, da oni so dober, da Mularija danes ne spremlja toliko informativnih oddaj, ker če bi gledali, amben prefok se ne bi več izognil izgovorov, ker bi ratali taki majstri, ki bi se od njih učili. Ja, se to zadnjič sem gledal tale Kaj dogaja, ne? Pa sem imel nek prispevek o firmi, ki pač prodaja izgovore in je vrhunski prispevek, ne? Ker je pač to njihov biznis model. Če najdete. Evo, apropo izgovorov, oziroma ne toliko izgovorov, apropo obtožb, recimo temu tako. In resnice, ne, resnica je, se mi zdi, je vedno aktualen pojem, ampak v letu 2021 je bila aktualna na svoj vrsten način. Mesec marec je mesec, ko hoče Janša v Bruslju predvajati svoj domači video, če se spomnite. Show the video. Ne? In nekako ne prodre s tem, ne? Za čuda. In potem seveda se zaplete v twitteraški spor, ki jih je bilo nebroj, in med drugim v tem sporu zapiše because we respect, nalašč uporabljam nek normalen angleški naglas, da ne bi zvenel zajebanski na prvo žogo. Because we respect diversity and believe in a Europe where there is enough space for all its peoples without excluding and salting the mind from a position of superiority. Zdaj, mi smo nekako približno ista generacija, kar pomeni, da imamo dovolj močne spomine na bivšo Rajnko državo, tudi v smislu njene politike in se gotovo spomnimo legendarnega ministra za zunanje zadeve SFRJ Budimirja Lončarja. Jaz sem mulc. Jaz sem mulc. Se ne spomniš? Ne. Pa si nisi, malo si mlajši. Ne sem malo mlajši, ne. Koliko si Spomnim se Milke Planin, zato Ja, ker no, je bila če isti meka čokolada. Dobro, tega. Pa Ante Markovič, meni se tam pa Ante Markovič. Ampak vsi Glih se spomnite Budimirja Lončarja, ne? No, pač Budimir Lončar je bil med drugim legendaren tudi zato, ker je bil zunanji minister, ki je govoril pač neko angleščino. Ampak ta neka angleščina je zelo, zelo podobna temu. Ne? Skratka, pa njemu si nekako, nisi mu zameril, ne? Pač bili so drugi časi in ja, on je bil že takrat star gospod, se pravi, kaj, učil se verjetno, kaj, nemščino, ruščino, skratka neki drugi jeziki so bili sploh v tem našem prostoru aktualni, se vemo, že naši starši se niso učili angleščine ali pa so se, če so se učili predvsem manj intenzivno. Kako je možno, da je recimo nivo jezika, pa ne samo angleškega, tudi sicer v naši politični eliti tako boren in tako... Saj ni sam tu jezik. Vse si pravim, vse tudi vse, ker pač ni. Zdi se mi, da pač knjige so za večino teh ljudi so pač knjige nekaj, kar moraš imeti za to, da imaš dobro ozadje na zumu. Da to je primarna funkcija knjig za te ljudi. Sploh, ko poslušaš, kako govorijo, kako je popolna odsotnost vsakršnih figur, vsakršnega nekega bogatega jezika do tvitov, ki jih bljuvajo ven, do teh desnostičnih vejic. Do desnostične vejice. To je fenomen. Kaj je že ta poliotizacija, ne, kjer daš jejo vse besede noter, ne, amurje, pa lobiji, ne, vse. To je prav, par je res teh stvari, tako kot se zdi, da so vsi so hodili v šolo, da so imeli za
slovenščino, tam eno zapito učiteljico pol leta pred penzijo, ki se ji ni več dal, pa ki je v resnici ves čas hotela gospodinstvo učiti. Ne, ne vem, pač, ker drugače ne vidim razlog, ali to, ali se pa preprosto šprical šolo, no, da, ker to, da se ne, kaj bereš tist, kaj bereš pa, kako neke besede, koliko ima več kot dva zloga, se bo pa kradla neka napaka noter, ker da ne bili sposobni sprocesirati več zložnih stvari. In tukaj je mogoče tudi pri tem assaulting the mind, ne, pa še nekih teh kiksih se vse se vpraša, a oni mogoče to tudi malo načrtno delajo, če zaradi tega, da nam pač vržejo kost, mi smo zdaj delali norca, ne, se takrat, ki bo ta assaulting the mind 2 dni party vseh na Twitterju, dajmo prevajati vse fraze dobesedno, prevajati pesmi dobesedno, naslove dobesedno, knjig, karkoli, ne, oni pa vzad nekaj drugega pa delajo, ne, tudi zelo priročno orodje tega za preusmerjanje pozornosti na nekaj drugega, ker se veliko lažje je se zagrist v neko takole napako, osnovno, kakor pa bi rekel v neke vsebinske felerje zakonov, ki jih spotoma hočejo speljati. Ja, jaz mislim, jaz bi jim vse odpustil, vse desnostične vejce, vse. Pač menjam za politično kulturo, tako nek minimalni nivo, veš, takoj, brez vprašanja. Zadnjič je Janez Janša tweetnil nek primer, ne spomnim se zdaj točno tvita, ampak niti ni važen. Skratka, pritoževal se je nad nekim specifičnim privilegijem, ki ga nekdo ima na levi strani in je rekel, pač tak tretma sta imela samo Mamula in JNA. Možno. Ne. Ampak kar je res fascinantno je, da Mamula, ko je... Ki je skratka, pred kratkim preminul. Ja, ne. Skratka, Mamula, ko je nek nizko nakladni tednik objavil, da mu je JNA, da so mu naborniki gradili vikend, je odstopil. Ne. Hočem reči, ta človek, ki ga predsednik vlade navaja kot privilegiranca, je danes nedosegljiv ideal. Ne. Razumeš? Pač danes praktično si jaz ne predstavljam, kaj se mora zgoditi, da bo to pripeljalo do odstopa. Tako da naj tvitajo, kar čijo. Zdaj sem jaz skril, meni se zdaj, jaz sem jinxnil vso zadevo, ker je Šarčeva vlada odstopila, sem tvitnil, lahko dobimo končno eno vlado, ki je naredila ista firma, ki dela vinjete, ki ne odstop takoj. Mislim, da sem jaz. Sorry. Ok. April. Tle mi je od tega tvojega izbora padel v oko. Se pravi, če prav razumem, ker nisem poznal celega koncepta in tudi ne poznam te zgodbe, ampak šlo je za predstavitev Kmetijsko-gospodarske zadruge Slovenije, izpostave oziroma zavoda v Mariboru, za nek javni dogodek na temo trženja, promocije in izboljšanja cene. Ne vem, ta stvar mogoče ni bila toliko, ali sem jo pa samo jaz pregledal. Ne, ni bila toliko, ampak je realni Sara je, ki je kar zadnji za nekimi parimi zelo aktualnimi, kvalitetnimi stvarmi na Twitterju, je to nek najdeno. To so pač ljudje, ki najdejo high quality material. Da se, ja. Ne, spomnil sem se, ko sem tole prebral, se bom takoj delil z vami, na debato, ki pa je mičkeno starejša, še predepidemična, ki je bila zelo žgoča na temo rabe slovenskega jezika, na temo rabe, se pravi, moškega spola kot splošnega, ne, kar pač je tradicionalno nekak del oziroma način, na katerega se izražamo. In pač ta debata, ki je bila precej žgoča in ki je vključevala različne rešitve v smislu uporabe poševnic, uporabe podčrtajev, s katerimi opozarjaš na to, da če uporabiš besedo v moškem spolu, seveda misliš širše in ne samo na moške. No in kasneje, se pravi, kakšno leto kasneje, potem, ko se ti zazdi, da pač ne glede na to, kaj je kdo takrat mislil, da smo zreli za neko celostno refleksijo jezika in s tem družbenih odnosov,
Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije na tem javnem dogodku. Se pojavi slajd, kjer imamo različne zahteve spola, na eni strani žena, dvopičje, varnost družine, varna hrana, manj mesa, več zelenjave, sadja in pa nega telesa ter čistoča. Na drugi strani imamo pa moža in prvi stavek je, ta je hud, žene negujejo svoje telo, mož neguje avto. Ampak čeprav ga ne neguje svojega telesa, ima mož močno telo, zato pač uživa meso, maščobe, se pravi ne nujno močno, pač močno, lahko tudi v smislu prezence, in pa iz neznanega razloga alkohol, mislim iz neznanega razloga, vemo, zato ka paše, ampak ne vem, kaj to pripomore k močnemu telesu, in pa, da možje veliko več tvegajo, dvopičje, avtomobili, šport. To je res wow. No? Ja, ampak grozno je pa, ko zdajle gledamo, ko se spet rečemo, a veš, to je povsem nedolžno proti zahtevam o ukinitvi pravice do splava pa podobnih stvari, ki se zdaj pojavljajo. Vse to se začenja nekje, ne? In začenja se ravno pri tem, kjer pač nekako postavimo jasno ločnico, verjetno, no? Med žensko, ki neguje telo, in moškim, ki neguje avto, ali kaj. Ja. Ali je to Ali fora? dokumentarca, par leti, ki je bil en, ki je zaljubljen v avto, ki seksa tudi z njim. Dokumentarc. Dokumentarc, a ja, ne, vem za en igrani film. Je komad od Tiger Lilies tudi en, ki je, ki govori o tom, ne, prav dejansko je bil pač nekdo, ki ljubi svoj avto in ampak do neguje do te mere. Dajmo reči, da ne pritiska sam gasa. Ne bom. Mika me, da bi spraševal. Ja, pa ne Jaz tudi sam toliko vem. Vseeno je to javni prostor. Okay. Ja, ampak ja, ne, vse to je neko zavedanje, se zdi skozi fluktuira malo, pa vsakič se spet pojavlja, pa te stvari pa je nekje, ne, preleze na plano neka ta čudna želja po točnem popredalčkanju, različno se spavlja česar koli, pa kažeš, ne, to smo pa skozi tako govorili, ne, to je pa sam hec, to pa žalga nočemo, ne, kar je, to se zdi, pa smo se sam hecali, se ne žalga nočemo, to je meni se zdi, običajno je to izgovor za neko nestrpnost, ne, jaz pri humorju tudi skušam, se zdi, da je Terry Pratchett super povedal, pač, da humor je takrat, ko ciljaš navzgor, ne, pač, kadar ciljaš navzdol je to preprosto nadlegovanje in teženje. In da pač, ja, šale so lahko vsem, sam pač vprašanje, kako boš ti zaplezal, ne, zdaj, če smo glih pri humor, pa sam zastranitev malo sem na to prišel, meni se začel v zadnjih letih dogajati, da kaj jaz se domislim neke šale in preden jo objavim, tako bom mislim, čakaj, a jo lahko kakšen kreten zlorab? A lahko kakšen kreten jo porabi za neko svojo, za neko svojo agendo? In jaz zdaj vem, recimo, gledam neke šale izpred 10 letih, čisto zaradi drugačne klime, ki je v družbi da ne bi nekih povodov pa drugim pa ponujo, ne, za naprej. Jaz mislim, da tle malo to, kar smo že omenjali, ne, da satira, če je kaj vredna, je satira navzgor. Skratka, kakor so temu rekli, skratka, speaking truth to power. Zato je res bizaren primer, je bil tisti primer, ki je bilo že to objavljeno, je bilo v Demokraciji. Je bil nek tekst, ki je trdil, da bi bilo treba ciljno iztrebiti rumene, da je virus prišel za to, da to storijo. Rase, in tako naprej, ne, in so pol to branili kot satiro. Ne. Skratka, to je neka taka fundamentalna miskoncepcija, kaj je to satira, pa kaj je humor. Ok, fundamentalna miskoncepcija, nerazumevanje, nevednost, evo, vse to nas pripelje do meseca maja, ko na veliko sceno, ne prvič, ne zadnjič, stopi minister, ki ga ima seveda tudi hiša, v kateri se nahajamo, zelo rada, in tudi druge hiše, ki se ukvarjajo s podobnimi dejavnostmi, se pravi minister za kulturo.
Namreč maja se zgodi famozna razstava v Bruslju, za katero, kot vemo, ima tudi nek element Schrödingerjeve mačke, malo je ni, kot da je ne bo ali pa bo drugačna na koncu. Je izvedena, no, ampak znameniti izgovor ministra Simonitija na vprašanje, kako da ni poznal koncepta teh razstav, ker stvar je bila, če se spomnite, seveda že objavljena, že načrtovana, tik pred izvedbo, preden se je minister vključil vse skupaj. Skratka, kako to, da ni vedel za koncept teh razstav, ki so jih pripravljali že ki jih se pripravljajo že od leta 2011, je minister odgovoril, ker sem neveden, torej, ker me ne zanima. Pošteno, meni se tudi zdelo po svoje pošteno, ja. Ampak meni je predvsem zanimivo tukaj, ker je rekel, ker sem neveden, ker ni rekel, ker je minister neveden. Torej, ker ministra ne zanima. Ni bil še čas. Ja, tudi ne, vidimo neko evolucijo. Tukaj je pravzaprav problem, ne, za tiste, ki se mogoče ne spomnijo, bil v tem, da imeli smo, mislim, da iz neke koroške galerije, ne, kustosa, ki je nabral določeno število sodobnih likovnih umetnikov, je pa navada v Bruslu, ne, se pravi, da poleg te razstave predsedujoče države pa razstavijo še vse slike iz te države, ki so pa v stalni zbirki, ne, in tukaj pač je bil za ministra problem, ne, ker on pa ni vedel, da bojo pa une 4 ali 5 slik, da bo tudi vesel, ne, ker se je pa mogel misliti, da v sosednji prostor ali nekaj nekako so jih ločili. Nekaj bilo tako zelo bizarno, pač samo zaradi tega, ne, ker je bila ena slika od človeka, ker Simonitiju pa drugi iz vladne ekipe niso všeč njegovi tviti. Pač tle imamo to bizarnost in tle je bilo tako super, pač kako se je pravzaprav pokazalo, kako tem ljudem res ne gre za kulturo, kako gre od vse te odločitve, od teh naprej do seveda pri drami, predvsem do seveda zadnje, ker smo jo videli prejšnji teden, ko so skenslali financiranje Bičkovega filma, ne, oziroma mislim, da so dali petino ali šestino sredstev. To je sicer poteza RTV-ja, ampak imamo, ja, vsej, ministrstvo oni na RTV, tle smo, ne, griha v kup štriha. Oziroma, ne RTV-ja, ampak seveda direktorja. Direktorja RTV-ja, ja. To je super, tega človeka so dali glih za to, da Ben ne more tega priimka izgubiti. Točno to, pa da ne moreš ga niti ne moreš ga obsovati, ne moreš ga nadreti, ker ne moreš ga niti interpelirati. S tem se začenja, da človeka pokličeš po imenu in priimku in tle se ti že tukaj zelo. On je varal predvsem vudu v roki. Tako, pa to. Dejansko njegov ime je nekaj tazga, kar bi bilo v Nekrovo komikonu noter, ne. V tej knjigi demonskih imen, ne moreš znati pravilnice pojav, ne. Kad 3-krat pravilno prebereš to ime, pride in ti ukine pol informativnega programa. Hotel sem reči, da mislim, ne gre niti toliko za to, koliko gre komu za kulturo, ne. Ampak bom še... Čak, da začnemo, koliko jim gre za otroke. Skratka, ne vem, tle bi izpostavil še neko epizodo, ki je meni ostala nekako v spominu, ne vem točno zdaj, kjer mesec je bil zimski mesec, po moje kakšno leto nazaj, ne, so protestniki pred parlamentom na Trgu Republike zgradili 3 metre visok falus. In to je vodilo do tega, da je najprej prišla policija, obkolila ud, ne, in na kar je dejansko nekdo zahteval od komunale, da naj pridejo in z lopatami pač sesujejo to erekcijo, ne. In to je pač vsaj zame en najlepših prizorov pač lanskega leta, no, ali pa mogoče še predlanskega. Skratka, kako bi rekel, spolni ud pa te organi, ne vem, komunala, skratka, drugi organi, druge sorte organi, vojna organov, ne. Ampak, ne, hočem pa, poanta pa ni po moje tako zelo zabavna, ne. Zdi se mi, da pač kle imamo neko totalno infantilno gesto, ne, ki v principu kaže sredinc vladi, in vlada na to reagira tako, kot reagira tudi na Twitterju. Pač prepira se z vsakim, ki ima pač 5 minut časa, tako kot je skratka, kot so bili in slikarji in aktivisti, in ne vem, skratka,
popolnoma bizarno, koliko neke čustvene investicije kažejo vodilni politiki napram nekim v bistvu doskrat butastim šalam na Twitterju, a ne. Ampak zdi se mi pa, da bolj ko oblast jemlje banalnosti resno, a ne, bolj ko banalne stvari postajajo problematične, bolj se mi zdi, da so stvari problematične, da so stvari resne. Ok. Ja, maj. Ok, Je bil še mogoče, če sem sam je ta super dvoboj bil, ne, se mi zdi sad zaradi tega, ker je tako lepo ime pol nastalo, ne, ker sta se Fafangel pa Kacin nekaj začela, ne, tako je Kacin začel, ne, ker on je, mislim, da je takrat, on je kdaj obljubil, aprila ali marca je obljubil tole, ne, da do konca junija lahko cepimo 1.700.000 ljudi, ne, kar bi mogoče uspel, pač če bi dobre sadjarje najel, ampak pa se je, ne, z Fafangelom, ne, in tam se mi zdi tako, pač Fafangel ga je lepo pač sam z njimi gifi, ne, odpravil in tam je prav, da dejansko, ne, je bil to dvoje, bil Captain Kirk pa Kapitan Kirk, ne, da sta bila, pri čemer je tudi tebi sam eno svojo domislico rad prodal, ki je kanček masistična, ampak jaz si jo spet lahko prvošam, da ko gledaš Kreka, ne, človeka je res toliko skupaj, da verjameš, če bi mu en vzel ven iz priimka, lahko Kacin na njemu vikendico postavil. Captain Kirk. Ja. Daj za sabo. Poškidil sem na uro, pa čas nam neizmerno hitro teče. Čutim se pa zavezanega temu, da moramo priti skozi, da moramo priti do konca leta, ker če ne, ne moramo potegniti črte. Junije, ne? Ok, zgodba, ki se seveda začne že precej prej in se potem vleče dolgo časa, je STA. In ta zgodba ni v osnovi prav nič smešna. Se pa vendarle zgodi ta smešen moment v povezavi s stranko NSI, torej z vladno stranko, ki je, če se spomnite takrat, ko smo tudi praznovali 30. obletnico samostojnosti, se spominjala skupaj z nami največjih dosežkov, najlepših trenutkov in najpomembnejših odločitev v zadnjih 30 letih. In objavljala stvari, ne, in zraven uporabljala seveda logo svoje stranke. Težava je bila seveda v tem, da vsebine, ki jih je objavljala, so bile na netu najdene. Tako, ne? A res še nismo vzeli tega po vseh teh letih, da še vedno jemljemo, mislim, pa tukaj seveda ne govorimo o posamezniku ali posameznici, ki si pač za svojo ali privat rabo ali pa za žurko s prijatelji nekaj sposodi iz interneta, govorimo pač o politični stranki, o vladni stranki, ki za potrebe kampanje preprosto krade z neta. In to marsikaj seveda od neke strani neke organizacije, ki se imenuje Slovenska tiskovna agencija. Tlej tudi pravzaprav to, ker se mi ne rabimo STA, se vse na internetu. Ja. Ampak zakaj na internetu? Zato, ker je STA to skompilirala, ker je STA to naredila, pa kaj se to na internetu, zakaj bi to plačevali, ne? To se zdi, da je zelo še, čeprav se zdi, da je v zadnjih letih vsem bolj, no, če nas splošno gledamo, se zdi vsaj pri določenih stvareh, da sploh odkar je Partis plačljiv ratov, ne. To je pa najboljša bizarnost, da imaš ti piratsko stran in začneš od folka naročnino pobirati. A res, a to se je zgodilo? To se mislim, da so pa dokine, ampak to je pač... Če plačaš, imaš takojšen dostop do toleta. Drugorazredni, a vidiš? Drugorazredni si, če nimaš denarja. Ja. Tako da, v glavnem se zelo tako, no je pa tudi res, ne, če te stvari, ne vem, ta STA je bil tudi tako, pravzaprav, zdaj se to reže za RTV, a ne, rato naslednja postaja, še malo pa ne vem, kaj bo pol sploh še ostalo. Čeprav, tlele junija je bilo vstaj, se mi zdi še ena ful dobra stvar, ne, dobra stvar, ne,
govorimo. Zanimivo je, prva je to, da smo imeli pač kandidata za pravosodnega ministra, ne, ki je še zdaj v postopkih, ne, pa ne vem, zakaj hotel prekaj za notarja ni izpolnjeval pogojev, pa ne Čakaj, vem kaj pa diploma od Masleše? Ja, točno to, pardon, sem Okay. vključil. Tako da to pustimo pri miru. To pustimo pri miru. Ne, pa junij nam je pa pravzaprav dal nadaljevanje Župančičevih mehurčkov. Ne, zdaj, če imamo tam Cicibana, ki teka naokoli, pa se igra z unim lesenim konjičkom, pa imamo Čebelico, s katero se zaplete v debato. Ta iskren prikaz otroške igre, ne, junij nam je pa dal Tonina na tanku. Pa, z raketometom v roki, ne, to je pa, res, mislim, moj otrok, ki dobi novo Rubikovo kocko, ni toliko sreče, kakor je bil on v tistem trenutku, pa tudi manj popacan, mislim, res, sorry, tista, najboljše, oni reveži vojaki, tista slikajo, da so oni reveži tako gor, zelo dač ne vejo, ok, on je kao naš šef, mi moramo zdaj, čeprav šef je v resnici Pahor, ne, ampak on je minister, zdaj moramo biti tle prijazni, ne, on pa tam nasmejan, kakor pa vas blade, kakor on otrok, ki so mu starši prvič dovolili čokolino z žlico jest, ne. Brez slinčka. In so ponosni. Ja, slinček ni. Slinček je za doplače, slinček je pol ekstra, tako ka kolesa na teh oklepnikih. Si ga to reči? Spet bi se ponovil, ne. Vse to bi mu odpustil, ne. Kjer ta prav dec pa noče biti na tanku. Zdaj, kaj pravimo, da iščemo mesijo, ne, Ja, za novega mandatarja, evo, on ima te mesijanske poteze. Ja, tako, nekako se mi zdi, da je bilo toliko enih stvari, ki so seveda pač čisto nominalno smešne, ne, ampak hkrati je bilo veliko stvari, ki se mi zdi, da so objektivno nekako tragične, a ne, pa so pač subjektivno smešne, ne. Ta primer tega Snežaka je na Trgu Republike, recimo tak primer. Sem se pa spomnil, ne, da je by the way ta Snežak, novica o tem Snežaku je o tem je poročal tudi časnik Reporter, ne, ki so naredili odličen prispevek o tem Snežaku, ker so napisali, da so takoj, ko so videli tega Snežaka, so se spomnili, da je pa predsednik Pahor na svojem Instagramu pred dnevi objavil svojega Snežaka, ne, zato so šli zdaj znova preveriti na Pahorjev Instagram, če ni morda predsednik države tudi za tem. Če gre za njegov. Ja, ne bom vam povedal, kaj so ugotovili. Kupujte Reporter, berite Reporter. Predsednik države ni za ničemer. Ok, Julij, lahko spustimo. Julija smo imeli referendum in smo se počutili fajn, ali vsaj jaz sem se počutil. In se je zgodilo nekaj lepega po dolgem času. Avgusta pa namesto, da bi, tako kot se za avgust podobi, lizali sladoled in pili pivo, ne seveda istočasno, smo pa jedli jogurt, če se spomnite. Ne? Sadni jogurt, čeprav mislim, da sadni jogurt je bil že malo prej, ne vem točno kdaj preletel z Mojco Škrinjar, ta jogurt, ne, pač, ki ni obstajal, pri čemer je zanimivo, da je to sam kopirala, ne, hrvaške politike in političarke, ki so ta narativ že pred kakšnim letom in se mi zdi, da tukaj je bil ta jogurt, je bil super, so se ljubljanske mlekarne odzvale, ko imeli tak super prezenco na družabnih omrežjih, ne, ki so šli iskat svoje najstarejše sadne jogurte, pa ne vem kaj vse, ampak tukaj je bilo pol, recimo, kako naprej od tega se mi zdi, da tle so določeni te poslanci SDS-a, ki jih imajo samo zato, da na Twitterju potem začnejo razlagati. Ne. Tukaj je bilo, takrat se je na veliko pogovarjalo o prezračevanju, ne, učilnic, ki je malo tako kočljiva zadeva. Vem, da so se starši uspešno, nek smo se neuspešno skušali malo za to tudi po lokalnih šolah angažirati, ne, ampak jasno, ne, tukaj je bilo potem, ko so govorili o teh, da bi bilo treba dati neke prezračevalne naprave učilnice, ne, nekaj, kar so nekje v tujini delali že pred enim letom, pa nas se itak ponavadi takrat, ker je mesec prepozno nekdo spomne, da bi bilo za določeno smer kaj ukrenuti, ne, je bilo pa
je tle imela ta poslanka, ne, Mojca Škrinjar, pač to, da zdaj pa, da kaj se pa to pravi, da to spet hočejo levuhi neki, A to, ta svež zrak. ja, 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 da spet hočejo levuhi neki služiti, ne, s temi rekuperacijami, sej imajo vse učilnice okna, se lahko odprejo, ne, kar, mislim, ja, če je pouk septembra, pa pri prijetnih 22-25 stopinjah zunaj je super, ne, ne vem, kako bi zdajle, ne, če bi prišel en do nje pa rekel, dober dan, gospa poslanka, lahko mehko odprete okna za ene 2 uri, da se vaše stanovanje prezrači, ne, in zdajle je spet genialno bila, če, se pravi, tri take hat-triki je uspel genialnih izjav, se pravi, sadni jogurt, ta rekuperacija in pa pred kakšnim tednom, ko je bila debata o tem, ne, ali sme direktor davčne uprave vabiti tistega, ki plača največ dohodnine, ne, na kosilo, ker to je genialno, veš, ker vsi te start-upi iz Cipra so se preselili nazaj v Slovenijo, ker so videli, da lahko kosil dobijo od zidarja, ne, to je... Mislim, oni itak ne plačajo dosti davka za kosilo, po mojem. Se je zato, ne, zdaj bi. In kaj rega, pač, ko se je zapletla, ko je Nataša Pirc-Musar potem razlagala, da pač to je nedovoljen vpogled v zasebne podatke, reka, ja, kaj se on vse podpiše, se je on osebno podpisal 1,5 milijona dohodninskih odločb, ne, in se zapletala, meni je to super. Ampak, ker si na začetku pravil nekonsistentnost, te ljudje so vsaj konsistentni v tem, da v teh svojih blodnjah in bedarijah potem ostajajo. Da ne reče, da jih tudi dejstva jih ne premaknejo. Ja, ne, tle je mene spomnil Simič na Chucka Norrisa, ki pač naredi vse sklece, ne. Ja. Ali pa, pač, ko imaš res, ko se veste, se zgodi, kdaj je takšna... Koliko odločb je bilo podpisanih? Vse. Ali pa ta, ko se zgodi ta večer, ko se pol potegne v noč, ko pač visiš za kompjuterjem in pogledaš cel YouTube. Ja, Vse. do konca. Vse. Do konca. Nič ne ostane, ne. Okej. Ja, okej, septembra je bila, prej smo že govorili o tem, kako po mnenju Kanglerja, Janša in Hojs seveda tvite pišeta doma in zato ne gre za javni prostor. Zgodilo pa se je tudi med drugim znamenito soočenje gospoda Igorja Bračiča, širši javnosti znanega kot Sadeža, z troharjanci, tako imenovanimi, se pravi z vztrajniki, ki so vztrajali pred RTV Slovenija, koliko? 4 mesece? Predolg. Zelo dolg. Dokler niso potem ugotovili, da so tam vrata, pa so žal šli not, ne. Kar sploh ni bilo smešno. In zaradi tega moraš zdaj vsakič, ko prideš na RTV, dobiš kartico. Prej si šel se, pejt noter, v kjer vdaji si uni, pejt noter, zdaj pa... Ja. Ja. Ti ne, ja, ti si šel kam? Tako si gledalec. Šte si pa ti drugo razredno. Ne, ampak hotel sem eno stvar izpostaviti. Štekanje je radio, tam so brez strogi. To je res, ja, na radiju so Na radiju so ful pa zajebani, kaj na tega. Ja, zdaj veliko govorimo o radikalizaciji, veliko govorimo o polarizaciji in tako naprej, jasno in logično, ker vse to tudi počnemo. Mi je pa v vseh teh mesecih začelo postajati res, v redu, ne, sej ta nek anti-vekserstvo seveda je obstajalo že prej in gotovo smo imeli, sploh če smo imeli v prejšnjih letih majhne otroke, smo imeli kakšno izkušnjo s tem, da nas je kdo začopatil in začel nam razlagati pač stvari. Okay. In pač so bile te stvari in teh ljudi ni bilo zdaj toliko malo, da bi rekel, da si redko naletel na njih, ampak ni bilo pa spet toliko veliko, da bi si predstavljal, da bojo začeli trge polniti. Zdaj, tle se mi zdi, da imamo tudi en problem, ker ne, dan današnji smo že tudi, če pač nekako zagovarjamo cepljenje, postavili do te mere, vsaj zdaj govorim iz sebe, iz svoje pozicije, da mi je že tudi ta tolerančni prag padel do te mere, da bi že kar vsakega, ki se ne cepi, označil za anticepilca, kar seveda še zdaleč ni res. Dvome ali pa strahove glede cepljenja v resnici absolutno razumem in saj, če bi mi kdo dal na izbiro, ali bi se cepil ali ne, kar tako, ne, iznenada, bi bil moj odgovor gotovo ne. Pač raje se ne cepim kot cepim.
Ampak, kaj hočem reči, da tako kot na strani cepilcev se seveda ta nek tolerančni prak niža in že kar takoj vse označimo za radikale, tiste, ki so na drugi strani, se je začelo seveda tudi z druge strani. Ne? In ta zanimiv fenomen, do katerega prihajam, je fenomen radikalnih cepilcev. Se pravi, da nimamo samo radikalnih anticepilcev, ampak imamo tudi radikalne cepilce. Se pravi, ljudi, jaz si to zdaj predstavljam tako, da kot nor laufaš okrog in težiš, da naj te pičijo, in če te ne pičijo, zagroziš z gladovno stavko in pač vse, ki se nočejo pičiti, hočeš pičiti sam, ne vem. Skratka, ne vem, a se vidva počutite kot radikalna cepilca? Jaz sem, mislim, najprej bom pol se vrnil še na par drugih komentarjev, ampak sigurno sem bližji radikalnemu cepilstvu kot radikalnemu anticepilstvu. Se pravi, sem ti dve opciji še imamo, ne? Ne, rekel sem bližje, Ja, okay. imaš spekter. Okay. Ampak glede polarizacije, mislim, polarizacija, pa če smo že toliko govorili o Twitterju, pač ta polarizacija ni naključje. Zelo je povezana s tem, da enostavno družbena omrežja služijo s kliki in ogromen raziskav pač kaže, da ljudje prej kliknejo na vsebino, ki je bolj ekstremna od njihove pozicije in redkeje kliknejo na vsebino, ki je manj ekstremna od njihove pozicije. Tako da je tle sprega nekega političnega interesa pa nekega ekonomskega interesa zelo jasna. Tako da ta polarizacija je enostavno neko polje, ki jaz ne vidim, da bo šlo stran. In seveda na vseh področjih. Kar se tiče radikalnega cepilstva, zdaj, kot sem rekel, sebe bi bolj na eno stran umestil. Zdaj, na nek način mi je zanimivo, če uporabim to besedo, da pri vladi ne morem določati, a je zainteresirana, da se ljudje cepijo ali da se ne. Mislim, ker ni niti proti obveznemu cepljenju, niti ni za obvezno cepljenje. Ne znam tega stališča razbrati. No, mislim, seveda je zato, da se ljudje cepijo, saj zato so vendar najeli Edvarda Kadiča, da promovira cepljenje. In so zanj dali, in so mu plačali koliko? 5% tega, kar so dali za promocijo e-vinjet. Ker drugače, če ne bi oni promovirali e-vinjet, jaz ne vem, če bi jo kdo drug let kupil. Ja, seveda ne. Si bre, kje imate one nalepke? Lahko od Paninija World Cup 2022, pravzaprav bom uno gor nalimal, ker hočem to na avto imeti. Sem ne vem, če je problem sem v tem, da je Edvard Kadič dobil premalo denarja. No. Ja, predvsem je to, pač, da daš ti človeku, ki je proti cepljenju izpričano, pa določenim portalom, ki so izpričano proti cepljenju, da daš pol denar za promocijo cepljenja. Glej, če smo njih prepričali, ne? Ja, da bojo oni, se veš, pač Sveti Pavel je bil najprej Savel. To je tako, kot bi Klemno plačal za protikadilsko kampanjo. Ali pa Svetlani Makarovič. Ne, ja, tle je, tak občutek je skozi, da navzven se delajo, mi hočemo, mi dajmo, ampak njim ta pozicija epidemije, kjer lahko z odloki serjajo, pač paše. Tukaj je zelo tako, se zdi tudi malo premeteno, tudi dajmo to pogledati, dajmo te nastaviti, kao neki se trudimo, neki se trudimo, ne, pač ne moramo. Ja, pač narod je glup, ne? Ja, to je to, ne. Vse bo v redu, sečak, koliko imamo zdaj še, če smo prvo dozo dobili spomlada, enkrat, če 2 let pa pol itak ne se sklopijo, ne. Ne, mislim, da 3 leta so nam dali živeti, nekaj tazga. Do naslednje olimpijade bo pa še, da probamo še enkrat. Mogoče doživimo prvo košarkarsko kolajno. To, o tem, ja, seveda. Tudi to se je zgodilo vmes, ampak dober, to mogoče ni toliko. Pač ja, ugotovili smo, da Klemen Prepelič ne zna polagati, ampak po drugi strani ona si pripeljal do tistega zadnjega napada, tako da mu tega res ne moramo zameriti, ampak lahko bi se v teh dolgoletnih letih treninga pač naučil polagati. Ampak svaka čast, super je bilo, krasno je bilo, počel sem vse tisto, kar počnem. Ali pa da bi mogoče namesto, da bi šel v obrambo proti temu Francozu, pač da bi šel polagati preko kaj za dlan krajša.
zaradi zavarovalnice, ne vem, Brimke sem pozabil, vse veš, ta zgodba, ki so, ki si roko, Ajoj. ker so pa zahtevali koliko 2 sveži trupli, da bojo lahko preverjali, kakšne poškodbe nastanejo. Ja. Skratka, še obstajajo bizarne vsebine. Tamle čezle je prijetno senčno truplo, greva se usest nanga, odkot je že to, vrnitev Brownovega mlajšega. Ja. Ok, bližamo se koncu leta, ne? Ti imaš zihar še kaj, kar bi Jaz sem rad zihar izpostavil, tle še, tle je bilo pravzaprav, meni je bila ta pa genialna, je pač ta pozicija, ki so fotke zaokrožile, Mavrici. Janše in Dimnika na jahti pri Janše doma, pač take zelo domačne stvari, ki počnejo, ne, z nervgani malo, pač vidi stvari, kaj je nekdo pri tebi, ki slikan v fletu, pač v stanovanju, ki ni pospravljen, pa veš, da je prijatelj. Pač kad reče, a glih danes ste prišli ti malo pospravljen, sorry, ne, pridite drugič, ne, tle se je pa izkazalo, da je o Janši pisal že Lojze Kovačič, ne, Možiček med dimniki, ne. Ampak kaj so geniji naredili, to je bila pa genialna poteza, vsi so pisali o njemu, potem je šel Janša plezati v Trbovlje na dimnik, zato da je spukal search engine. Jaz mislim, da to je bilo to, da tle je bil ta premislek, kaj bomo naredili, da uničimo to, če napišeš Janša dimnik, da dobiš posnetek z jahte, dajmo, pejt gor, saj si alpinist, saj si v redu, saj bo šel tudi brez kurca, gre na vrh, pejt. To meni tukaj pokaže, pač, da obvladajo, da imajo nekoga, ki zna pa, da za nalašč kdaj ne znajo za to, da znajo pa kaj drugega. Nekaj precej faličnega je bilo v bistvu, ja, se pravi, začeli se s tistim tičem pred parlamentom, Pa zdaj v bistvu s kurcem prejšnji na teden so Triglav, ga naredili, potem na dimnik, ja, med dimnikom, na dimniku. I didn't see that. Ja, se je kar povezal, meni tudi zdaj svanulo. Ampak ja, seveda šlo je tudi za otroke, ne, in šlo je za eno od teh teorij, ne, o tem, kako je nastalo človeštvo, saj vemo, pač obstaja mnogo teorij. Ena je tista, ki jo propagira radikalna levica že desetletja, pri čemer vemo, da teorija sploh ni celovita, ne, da ima neke vmesne elemente, manjkajoče člene in tako naprej, plus da imamo tudi seveda referenco v Ježku, ki je že davno pel o tem, da Darwin nima prav, ne, in isto pravi tudi glavni zagovornik otrok in družine pri nas, ki se je novembra spotaknil ob evolucijsko teorijo. Prosim, da ga imenuješ z njegovim pravilnim nazivom, kralj razgaljenih popkov. Spomnim se fotografije, epska. Ples 7 tančic. Nisem videl, ampak vem, da bi težko pozabil. Malo spominje na Saša Dončiča, ki si strgal srajco. Sad da bi on pred sodiščem pa roke v luft. Tako, pa Saša Dončič je imel, pač njegov sin je glih osvojil evropsko prvenstvo, pa rečeš ajde, ne. Fair enough, ja. Pa še mrz je bil, tako da si bil srečen, da je bil popek na noter, ker če bi bil na ven, bi bil... Ja, pač človek proba najdeti humor vsaj v nečem, če že vse v kurcu. No, ampak kva, mislim, Matjaž, ti si fizik, ne, zdaj, kako zdaj odgovoriti na te argumente skrbnikov morale in otrok in družine, da je pač treba si zavedati, da skepsa znanosti ima svoje mesto, treba si zavedati tega, da teorije so samo teorije in prihodnost jih lahko postavi na laž, plus da obstajajo tudi drugi načini, kako lahko razložimo nastanek človeštva, kar je dejstvo. Ja, kje bi začel, zdaj sem na svojem področju. Ja, pri nastanku sveta. Ne, zdaj, najprej mislim, da pravi naslovniki tega odgovora so zelo redko ljudje, ki na ta način problematizirajo teorije. Ampak se mi zdi vredno te stvari vseeno seveda recimo obravnavati v javnosti. Se oprosti, sem za trenutek, mislim, to, kolikor se zafrkavam, to je prekleto resna stvar, ker govorimo o odnosu, ki ga imamo do znanosti, ne? Ja. Sej, točno o tem govorim, ne. Skratka, vseeno je treba te stvari obravnavati z neko resnostjo, čeprav niso z neke resne pozicije postavljene, zaradi tega, ker verjamem, da mogoče pa komu je pa fajn mogoče slišati ta stališča, ne, ampak zdaj, mislim, glede teorije tako, ne, zdaj, to, da je teorija pomanjkljiva, ne more biti govor zoper nobeno teorijo, ne, ker so vse teorije pomanjkljive.
Bi pa, ena ni. pridem do tega. Low end theory of the Tribe Called Quest. Plata brez pomanjkljivosti. To samo reči. Mislim, plat brez pomanjkljivosti je velik. Ne? The real thing, fight no more. Ne me zdaj tle muzičari. Tih sem. Ok. Skratka, ja, kar se tiče pa, da je teorija samo teorija, ne? Vsem bi tle pripomnil, da je teorija nekako najvišja v epistemološki hierarhiji znanosti. Ne? Se pravi, teorija ni hipoteza. Ne? Teorija je hipoteza, ki je preverjena, ne? Vsaj na velik načinov. Tako da v tem smislu ne vem točno, skratka, ta ugovor nekako je zelo slab, ne? Da je teorija pomanjkljiva. Zdaj, kdor se slabo počuti z znanstvenimi teorijami, ki so pomanjkljive, se bo pač verjetno boljš počutil v nekem dogmatizmu znotraj neke ideologije, ki nima lukenj. Pač ideologija nima lukenj nikdar. Kar se tiče tega, da gre za otroke, ne, mislim, ne vem, kaj točno bi tle rekel, ker smo na nekem tem humornem kontekstu, ne, ampak jaz moram reči, da sem bil kljub zadnjim letom presenečen, ko je zdaj ta punčka utonila v Dragonji, na kakšen način je bil ta primer obravnavan strani ljudi, ki so nominalno za otroke, za družinske vrednote in tako naprej. Ne? In moram reči, da sem se resno vprašal, pač, kolikšen del ljudi, ki verjame, da ima oplojeno jajčece človekove pravice, hkrati tudi misel, da jih punčka z napačnim poreklom nima. Ne. Ja, ne, mislim, nisem zmeril, ne vem, ne. Mislim, hočem reči, da vseeno, po svojem je pa zanimivo, kako zahtevajo konsistenco pri neki teoriji, ne. Ali pa pri maslišini diplomi. Obenem pa seveda nimajo težav z nekonsistenco kjerkoli praktično drugje. Ne. Kar se tiče pa Ježka, je pa briljanten primer, ne, ker mislim, ta Darwin nima prav, je res krasen primer, kam prideš, če naravoslovne teorije ekstrapoliraš na družboslovje. Ne. In mi imamo zdaj, valjda imamo ogromno primerov tega, kako se naturalizira neka ideologija, ne, tudi kapitalizem, kako se naturalizira, ne, skratka kot nek naravni red. Ne. In se mi zdi, da je Ježek tako zelo elegantno pokazal problem točno tega, s čimer se recimo danes toliko srečujemo, skratka z naturalizacijo ideologije, naturalizacijo nekih družbenih procesov. Okay. Pa še danes od včeraj imel rojstni dan. A res? Ja, ja, vse najboljše. Ježek, ja. Okay. A lahko še eno, ki je od teh teorij prišla, ki pa je teorija, no? Mislim, hipoteza, ali kako, to je pa genialno. Meni so všeč te teorije zarov. Iz tega stališča, češ kaj si ljudje spolnejo. Ja, pač pedofili in nekrofagi vladajo v svetu, kot smo zamenili. To je zato, kako je že kar morajo biti prestrašeni ali neki, da v tistem trenutku potem nekaj izleze, nekaj ven, s čimer se pomlajujejo, ne, v kletnih prostorih pice, ki ima sam pritličje. In je bil možakar, ne bomo zdaj imen, pa mislim, da je tukaj le tudi prisotna oseba, pri kateri sem tole jaz pobral, z Žujana, z Facebooka. Ja. Čak, sorry, to je nič mislim, teorije, pazi to. Da je, zakaj, kako nas jezik, ne, vse zjebovskam, ne, ker prav tako, ker so me učitelji slovenščine tako programirali. Besede so vibracije in napačna vibracija je negativna energija in besede so načrtno spremenjene v negativno vibracijo, ne glede na to, da ti misliš, da govoriš resnico. Okrogla zemlja je pa temeljna laž. Zakaj je cel šolski sistem in znanost pokvarjena in zlagana? Počakajte, da boste ljudje to spoznali, ne bo lahko vsem tem lažnivcem. Ne? In potem je prišlo vprašanje, v katerem jeziku pa so vibracije pozitivne. Nobenem, ki se govori trenutno na svetu. Po podatkih smo, to je najbolj, ki je dal smo, je dal narekovaje, to je
To so najboljši narekovaji v zgodovini. Smo! Cca 245 let nazaj vsi na svetu govorili en jezik, nato pa so nam jih načrtno začeli vsiljevati. Nekateri jeziki so prišli v uporabo v začetku 19. stoletja. Vse s ciljem, da nas ločujejo, da se ne razumemo in zato, da si sebi govorimo negativne vibracije. Ja, zato je Babilonski stolp je 245 let postal star. Saj to je grozno. Pa predavanja. Res mislim, da najbolj bizarna je una. Meni so všeč pri jeziku te ljudje, to mi je najbolj, ki so mogli na Sazuju začeti razlagati, da pač osti jarej ni nek pozdrav slovenski, ki bi bil še iz etruščanskih časov ali kdaj. In pač te, ki pogruntijo, da ene besede zvenijo podobno. In pol je to dokaz, pač mislim, da je Amaletje, kjer je bil ta nekaj te teorije, da je slovenščina prajezik, iz katerega so se razvili vsi drugi jeziki. Ker so besede, ker imajo besede v sebi svoj pomen. Ker mi za njo sedimo. In polje je, ker prej ni, posejš in pol je. In temu rečejo teorija. Ja. Tako da pol ni čudnega, da je. Angleži so nam pobrali besede. To je hipoteza. Hipoteza, ja. Pa zakaj imajo Angleži, ker smo jim mi povedali vse besede, samo na rob pač malo so, oni Angleži so bili malo neumni, pa niso glih razumeli, kaj kažemo. Zato je vrana je krav, ker je sedela na krovu. Pa pečica je oven, ker se je not vrtel oven. Zato. Pa poljub je kis, ker našobimo ustnice, kakor bi glih razpili kis. Da, ja. Nisi si jih izmislil, ne? Ne, okay. Ne moreš si izmisliti ja, vse nas spet smo pri tem, ne moreš si izmisliti. Pa sem si sicer po tej analogiji, sem pogledal, da verjetno tudi krompir je spad, zato ker raste v spod. Pa, ker začneš, imaš neko podstat, lahko ful naprej. Pa, ker ti nekdo pove, kako je lahko. Ja, potem si spregledal. Tako, pa gre samo naprej. Ampak zdajmo zaključiti, tudi zato, ker se že lep čas pogovarjamo, dlje, kot smo nameravali, pa zato, ker nam je vroče, pa ker je vama zmanjkalo piva. In če se strinjate, prestavimo pogovor v manj formalni okvir. Ampak zaključiti pa dajmo s Timesovo osebnostjo leta. Spomen me. Elon Musk. Okay. Elon Musk je postal Timesovo osebnost leta. Hkrati, kakšen teden ni nazaj, jaz nimam teh milijarderjev na broju, ne poznam vseh, ampak nek japonski milijarder, ki si je tako isto plačal pot v vesolje in gre zdaj na postajo, ne vem katero, in si je zadal, da bo opravil 100 nalog, med drugim, to sem po radiju poslušal, ampak načeloma zanesljiv vir, med drugim bo organiziral tam dobrodelni, ali pa ne, prijateljski, ne bo dobrodelni, ne bo denarja zbirali, zdaj pa se ga ima zadost, skratka, turnir v badmintonu. In ta podoba mi je tako strašno všeč. Se pravi, milijarderji, ki letijo v vesolje, milijarderji, ki v vesolju igrajo badminton, tako neko upanje za prihodnost mi daje, no. Skratka, še obstajajo ljudje, ne pač ko stežimo s tem, koliko pa razkorak med bogatimi pa revnimi, ampak mislim jaz, da nisem reven, da ne bo pomote, ampak vsem ta razkorak do teh milijarderjev je res velik, ampak jaz nimam te domišljije, da bi šel v vesolje igrati badminton, tako da se mi zdi, da je denar v pravih rokah, no. Obstaja upanje za prihodnost, se vam zdi to smiselno razmišljanje. Ali pa po druga misel, ki mi je spreletela, je pa ta, kaj pa če pač mi zdaj nahecamo te milijarderje, da je res ful boljši igrati badminton v vesolju, kot na zemlji in potem vse elite grejo, ne? Veš kaj, ne vem, če imamo isto asociacijo, ampak jaz sem se ob tem spomnil na štoparski vodnik po galaksiji na Golga Frinčamovce, ki je svojo manj koristno tretjino nabasala na vesoljske ladje in jih poslala v vesolje pod pretvezo, da bo njihov planet požrla medplanetarna zvezdna koza. Ampak sej vemo, kje so te ladje pristale. Vemo, Afganete, kje so pristale.
Voilà. Skratka, Tako. Mogoče so pa oni odgovor na to, kako nas bo 3 milijone čez 10 let. Slabo. planet je končal tako, ko smo glih v epidemiji. Ne. Tako. Pokosila jih je bakterija, ki se je prenašala prek umazanih telefonov. To pa zato, ker so izgnali vse sanitarne telefonske tehnike. Med drugim, ja. Medtem ko so Golga Frinčamovci prišli na prazgodovinsko zemljo, vzpostavili namesto kostanja, če ste gledali, kaj dogaja pred dnevi, ko so kostan uvedli kot novo valuto, ne. So pa Golga Frinčamovci uvedli jesensko, oziroma listje drevesno, na kar jih je uničila jesenska inflacija. Pet ali šest, Vsaka v rodni dobi, ja. Jaz sem zelo na hitro zračunal 24 na dan novih, ampak nisem upošteval rodne dobe. Ne. Tako da Ja, nič, treba moram nazaj revidirati. Roko Točec, pa Metal Fest, pa te stvari uvesti, pa... Udri brigo na veselje. Sicer pa mislim, da je ravno Boštjan že takrat, ko smo izvedeli, da nas bo vedno več in to po hitrem postopku, že sam iznašel način, kako to doseči in mogoče je pa to tista domislica, s katero zaključimo današnji pogovor. Ja, pač nič, Počivalška poškropiti z vodo pa nafutrati po polnoči. Ne. Čeprav pa sem dobil tudi odzive nazaj, da njega očitno je že nekdo futral po polnoči. Evo, hvala lepa, Boštjan Gorenc, Pižama, Matjaž Ličar, Dežela Pridnik, hvala lepa, nasvidenje. Zdaj moramo, ja. Razlika med fašističnim in stalinističnim liderjem. Kaj sem še želja za 2022? A je to too much? Ali moramo zato še eno pivo spiti? Ne, lahko smo že. A je lahko resna? Ja, lahko je res. Da bi znali biti ljudje drug do drugega. Cool. Sorry, Pišem. pričer. To je to. To je. Ok, evo, tega se držimo. Ja. Tako.